Hvala za vabilo in za besedo. Se pridružujem čestitkam Ivana Staniča, našima dvema dragima kolegicama Jelki in Maji. Poleg tega, da smo v času meseca prostora, je ta teden tudi, bi rekla, Jelkin teden, se je postala ime tedna na Valu 202. Danes pa bom na kratko predstavila nekaj svojih razmišljanj in skozi prakso govorila tudi v imenu svojih kolegov iz podjetja LUS. Podnebne spremembe so dejstvo. Mednarodna evropska in državna raven se nanje odziva z sprejemom različnih dokumentov, sporazumov, programov, strategij. Te poudarjajo, kako pomembno vlogo ima prostorsko načrtovanje. Danes bom odprla samo nekaj od poudarkov, ki se mi zdijo v prostorskem načrtovanju pomembni pri odzivanju na podnebne spremembe. Da bi sistem deloval, moramo celotno naše delovanje gledati povezano, soodvisno. Velik poudarek zato dajem strateškim odločitvam, ki pa se seveda morajo udejanjati tudi v praksi. Čim več negativnih posledic bomo lahko preprečili tudi s pomočjo prostorskega načrtovanja, tem manj bo potrebnega prilagajanja, kot je bilo danes že rečeno. Najprej se moramo zavedati, da odgovornost za spremembe nosimo vsi in to na vseh ravneh. Sistem lahko dobro deluje samo, če se odgovornosti zavedamo vsi udeleženci. Primer zasutja debla ob izvajanju neke prenove, ki sem ga opazila na enem od svojih rednih sprehodov, pač kaže na slabo prakso. Vemo, da je prostor omejena dobrina, večina posegov v prostor pa je trajnih. Zato je pomembno dolgoročno načrtovanje. Generalni urbanistični plan iz leta 1966 je dal osnovo za dolgoročno načrtovanje Ljubljane, tudi njenih zelenih površin in stanovanjskih sosesk. Te so se naprej gradile na podlagi zazidalnih načrtov še naslednjih 20 let. Ker je bil GUP tako daljnoviden, pa tudi pogumen v svojih projekcijah, ker je namreč dimenzije in potrebne površine za razvoj mesta napovedoval celo do leta 2000, se samo temu daljnovidnemu pogledu lahko Ljubljančani ob letošnji epidemiji zahvalimo, da smo letošnjo pomlad preživeli na zelenih površinah svojih sosesk, tisti, ki so imeli to možnost. Poudarjam, da so strategije osnova za načrtovanje, na njihovi podlagi pa začrtamo smer razvoja. V strateških dokumentih so tematike v zvezi z varstvom in razvojem sistemov kar dobro urejene. Tak je na primer zeleni sistem Ljubljane, ta se kontinuirano nadgrajuje preko GUP-a, prostorske zasnove do sedaj veljavnega strateškega dela občinskega prostorskega načrta MOL. Strategije pa seveda načrtujemo na različnih ravneh in za različne sisteme. Recimo v letu 2019 smo z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije izdelali regionalno strategijo varstva in razvoja zelene infrastrukture. Cilje torej določamo v strateških dokumentih, ti pa se odražajo skozi izvedbene prostorske akte. Tam so podrobneje razdeljeni, kot je Katja Fak že dobro prikazala. Namenska raba prostora se določa na parcelo natančno, hkrati pa se v odlokih določajo urbanistični kazalci. Tudi sama bi rada opozorila na faktor zelenih in odprtih bivalnih površin, ki je za zelene površine v bistvu najpomembnejši faktor, poleg faktorja zazidanosti. Izpostavljam pa tudi določilo o raščenem terenu, ki je določen v občinskem prostorskem načrtu MOL. Ob pripravi novega OPN leta 2010 je bil raščen teren, določilo o tem, da ga je treba zagotavljati, uveden kot novost in sicer z namenom, da se zagotovi delež nepozidanega in z matičnimi tlemi povezanega prostora mesta, zato da lahko omogočamo zadrževanje in ponikanje vode, kar je bilo pravkar povedano, kako pomembno je. In seveda za rast visokih dreves, s tem pa seveda prispevamo k zmanjševanju toplotnih otokov v mestu. Zavezam in strategij morajo slediti torej tudi določila v prostorskih aktih,
Ta pa se morajo seveda dosledno upoštevati in izvajati v praksi, če želimo, da sistem deluje. Varstvo okolja je sestavni del prostorskega načrtovanja. Če vemo, da je varstvo okolja pod okriljem mednarodnega prava, za njega veljajo skupni evropski predpisi, ki se morajo seveda prinašati v nacionalne predpise, in se je o podnebnih spremembah na mednarodni ravni govorilo že od leta 1992 naprej, pa je prostorsko načrtovanje na drugi strani stvar in pristojnost držav članic in seveda v Sloveniji je to rešeno tako, da so lokalne skupnosti zadolžene za sprejemanje svojih občinskih prostorskih načrtov. Države po Evropi različno določajo načine, kako se bodo soočale z izzivi in kako bodo prišle do rešitev. Recimo v Amsterdamu, ki se že leta zaradi svoje značilne lege veliko ukvarja z vodo, je v novem poselitvenem območju obveza, da se zagotovi 16%, najmanj 16% površine, kjer so odprti jarki z vodo. Zaradi visoke talne vode imajo seveda drevesa tam drugačne pogoje za rast, zato je njihov standard za sajenje dreves tak, da omogoča bolj razrast korenin v širino kot pa v globino. Recimo v Londonu smo pa vemo, da po novem tudi vpeljujejo faktor zelenih površin. Zakaj menim, da je prostorsko načrtovanje lahko učinkovito pri odzivih na podnebne spremembe? Gre namreč za dejavnost, katere posledica je umeščanje dejavnosti v prostor, pa določene rabe tal in ima seveda neposreden vpliv na prostor. Ponujati pa mora alternative. Pri vseh sistemih, posebno pa še pri velikih, recimo infrastrukturnih, je nujno tudi pravočasno načrtovanje. Če se dotaknem teme trajnostne mobilnosti in pri tem vemo, da se večina vsakodnevnih poti v ljubljanski urbani regiji opravi z osebnimi avtomobili, prometne konice pa so, vsaj pred epidemijo, bile problem vsakodnevne delovne migracije v Ljubljano, je treba poiskati alternative, če želimo zasuk v trajnostno mobilnost, čemur se zavezujemo. Na primeru Litije lahko vidimo, da je ta dobro povezana z vlakom, hkrati pa oddaljena od avtoceste. Potovalni čas z javnim prevozom je tako primerljiv z avtomobilom, zato se tudi več ljudi odloča za javni prevoz. Lahko računamo na to, da bo epidemija spremenila potovalne navade in trende v mobilnosti, ampak nadgradnja javnega prevoza bo vsekakor morala postati prioriteta. Zato, da v prostoru iščemo ustrezne rešitve, je nujno interdisciplinarno delo, to je danes večkrat omenjeno in prav veseli me, da nas je zbranih danes tako veliko različnih strokovnjakov. Hkrati pa se kot dobre izkažejo predvsem tiste rešitve, ki so večnamenske. Tudi v prejšnji predstavitvi je bilo to povedano, recimo zadrževalnik vode, ki je v času, ko je suh, je lahko zelena površina. Protipoplavni nasip pa recimo rekreacijska pot. Če razumemo, kako deluje sistem vode, pa se povezanosti nekaterih drugih sistemov manj zavedamo ali pa premalo zavedamo. Vidimo, na primer, da je v novih stanovanjskih stavbah premalo zelenih površin. S tem se izgublja njihova povezanost, slabša se kakovost bivanja na ravni mesta in s tem tudi raznovrstnost in zmanjšuje se biodiverziteta. Izgovarjanje na bližino zelenih površin v soseščini takih stavb ali pa na parke in urbane gozdove pa na dolgi rok ne bo več možno. Se opravičujem, samo opomnik, imate še približno 2 minuti. Ja, se zavedam, hvala. V tem smislu vidim tudi pomanjkljivost trenutnega osnutka dolgoročne podnebne strategije, za katero se vsi jo nastrpno pričakujemo in sicer ustrezno veliko tež daje gozdovom kot potencialom za ponor in skladiščenje ogljika, ampak vendar po mojem mnenju premalo pozornosti posveča naseljem. In na koncu
ni več vprašanje, ali je segrevanje planeta problem. Vprašanje je, kako se bomo teh izzivov lotili. S prostorskim načrtovanjem lahko postavimo ogrodje, vendar mora sistem na vseh ravneh delovati. Nekaterih stvari pač ne moremo prepuščati posameznikom, ampak so potrebne sistemske strateške odločitve. Če želimo, da bo Evropa res prva podnebno nevtralna celina, pa smo v resnici odgovorni vsi. Najprej seveda odgovornost na najvišjih odločevalskih ravneh, stroka lahko podpre s svojim znanjem in vztrajati pa moramo, da se to konkretizira in izvaja skladno s strateškimi odločitvami. Kot prostorskega načrtovalca me skrbi, ko spremljam spremembe, ki se dogajajo v prostoru, naprimer višanje gostot pozidave na račun manj zelenih površin. Tudi nekateri novi predlogi spremembe zakonodaje z področja urejanja prostora se mi zdijo vprašljivi. Recimo predlog ZUREP3, da bi lahko bilo dopustno širjenje obstoječe, naprimer gospodarske dejavnosti na primarno rabo na podlagi OPPN, če bodo po zaključku investicije ustvarjene in zapolnjena delovna mesta. Pretekla praksa nas je naučila, da bo težko zagovarjati druge javne interese napram novim delovnim mestom. Toliko manj, če bo to uzakonjeno. Upam, da se bomo pri tem znali modro odločati. Zato pa je nujno naše skupno sodelovanje in ukrepanje. Za zdravje našega planeta in ljudi pa smo odgovorni vsi. Zaenkrat nimamo planeta B. Hvala lepa.